Božič je verjetno največji opomnik na to, da Božja milost ni fer. Glede na to, da je Bog poslal Jezusa na zemljo, to smatram kot darilo in glede na vse čudeže, ki so se mi zgodili, bi rekel, da pač res to ni fer. Si na neki način ne znam predstavljati, kako sem si lahko to zaslužil, in vem, da ogromno ljudem to dosti pomeni. Življenje brez Boga v mojih prejšnjih letih je bilo na tak način, da sem bil priložnostni kristjan. Pomeni, v cerkev sem šel ob večjih praznikih, čez leto pa potem ni bilo drugega iskanja Božje prisotnosti. Cerkev sem jemal na tak način, da je to kot stavba, torej cerkev kot stavba, in da je to edini kraj, kjer lahko imaš odnos z Bogom. Ampak jaz prisotnosti Boga v tisti cerkvi, ki sem jo obiskoval, nisem čutil. In sčasoma sem potem tudi to cerkev zasovražil, nisem videl nobene prihodnosti v taki cerkvi, in tudi če je cerkev dejansko bila nekaj metrov stran od mojega doma, tja enostavno nisem zahajal. Ta proces se je začel najprej s povabilom v cerkev. Povabila me je moja prijateljica, eno januarsko nedeljo sem se odpravil v cerkev Emanuel in to je bil začetek enega procesa. Kasneje sem se udeležil celo mladinskega tabora in od tam naprej se je res odprlo. Slišal sem veliko pričevanj in kmalu so se tudi v mojem življenju začeli čudeži in nisem več rabil poslušati o nekih čudežih, ampak sem dejansko sam videl na lastni koži čudeže, ki so bili posledica molitev in iz neke osebne izgradnje odnosa z Bogom. Iskrenega odnosa. Takega odnosa, kjer enostavno priznaš Bogu vse za svoje življenje in od tam dalje prepustiš volan Jezusu. Mnogokrat lahko slišimo, da je Jezus način življenja. In dejansko je. Vsak človek, ki hodi z Gospodom, ima svojo pristno zgodbo in isto je pri meni. Ne znam si več predstavljati življenja brez Jezusa. Težko bi se vrnil v prejšnjo življenje. In največja nagrada za spoznanjem Jezusa je pa služenje Jezusu. In misel na to, da lahko služiš in daš nekaj Jezusu nazaj, za vso milost, ki jo ima on za tebe, je neverjetna. In tudi ko so dnevi težki, ko je služba težka, ko si utrujen, oziroma ko sem jaz utrujen, vsaj pri sebi vem, da zaradi teh priložnosti, ki jih daje Jezus, in mir, ki ga daje, je življenje enostavnejše.